Mesec niste videli ali pa še malo več. To zaradi tega, ker nekateri gosti pač imajo full cool life in živijo po celem svetu in jih seveda ne moreš dobiti sred mesta, tako kot mi. Za tiste, ker ne veste, Kreativna jutra delujejo po newyorški licenci že 5. leto. 100 mest je v našem communityju in skrbimo, da se vsak mesec dobimo, da povabimo enega gosta, ki nam je cool, ki nas motivira, ki nam pove, zakaj je vredno živeti in kako je to treba delati. Za tiste, ki sedimo več ali manj za računalnikom, pa ne vemo, kako to izgleda. Tako da danes imamo temo climate, se pravi, kaj je zdaj s klima, pa bomo rekli, a je klima, ki umira, ali je klima na delovnem okolju, kakršnakoli klima je klima o življenju. Lahko si zamislite, kaj to je. In moj prav poseben gost, sem prav čast imam, da je ena taka prav posebna zvezda, seveda zopet iz Slovenije, to mi je najbolj cool. Dobiš nekoga, ki gre plezati na ledeno goro, zveš, da je iz Slovenije, hkrati zveš še, da sicer sam menda ne sme reči, da je najboljši na svetu, je pa preplezal vse najtežje smeri na svetu. Se pravi, verjetno v mojih merilih to je najboljši na svetu, ampak v teh njegovih pa menda ne sme tega reči, kakorkoli že. Klemen živi eno čisto posebno svoje življenje, se pravi razpet med delom v pisarni, bomo rekli, in delom sred ledu in hribov in tako naprej. In to je blazno zanimivo, kako njega, kaj ga motivira, da spleza po tistem hribu gor pa dol in da je to velik del njega življenja. Tako da Klemen, nam boš najbolj ti povedal, zakaj se gre. Bom. A to, evo, dela. Sam, da probam tole usposobiti. Evo. Ja, zdaj, en lep dobro jutro še z moje strani. Koliko bo kreativen, to bomo videli bolj proti koncu. Čist za začetek, da razbijemo tole mojo tremo. Koliko vas je tle takih, ki za vsak projekt čakate čist do zadnjega, pa se vam zdi, da ta izpit bi pa naredil, ne, če bi imeli še en dan. No, evo. Zdaj, jaz tudi, ne, za ta projekt včeraj, moram priznati, sem šel precej pozno spat. Pa se mi zdi, da on še mu še en dan bi ful super izpadal.
tako da bomo videli. Jaz sem večkrat razmišljal, jaz sem kar nekaj prezentacij drugače že naredil, ampak majhen bolj za specifično javnost, se pravi za plezalce. Tako da, ko sva z Gregom večkrat po telefonu govorila, pa je tako meni mogoče, kaj te žene, ne? Kaj me žene, da v bistvu že skoraj 30 let se ukvarjam s plezanjem in siguran je tle narava pa aktivno življenje, ampak to je tak odgovor na prvo žogo. Jaz mislim, da ne vem, če bo tole šlo. Takole. Jaz mislim, da mene navdihujejo velike zgodbe, ampak to mišljen zelo na osebnem nivoju. Nikoli si nisem predstavljal, da moje zgodbe so velike za kakšnega drugega. Vsak ima svoje stvari, ne vem, zdi se mi, karkoli bom jaz preplezal, se ne more nikoli primerjati z kirurgom, ki naredi operacijo na srcu ali pa kakorkoli. Ampak osebno so pa to lahko zelo velike zgodbe in največje zgodbe mogoče se zgodijo takrat, ko smo mladi, mladostniki, ko skočimo v ene stvari tako brez glavo, da v bistvu si niti, se ne vem, ko se temu reče strokovno, ampak da se sploh ne zavedamo svoje nevednosti. Skočimo nekam in potem nas to potegne, mi smo tam, treba je pač te situacije, ki nam pridejo nasprot, ki nam jih življenje ponudi v bistvu rešiti na en tak način, pač, da nam je v redu in da to furamo naprej in pač kakšno tako zgodbo. Tle par slik bo majhen slabših, ampak se mi zdi, da je ena taka lepa anekdota. Precej dolg nazaj, ne 25 let nazaj, ko sem bil mlad fant, sva se z enim prijateljem odpravila plezati v Francijo. In to so kar precej visoke gore in kar resne zadeve. In ko sem videla prišla, je bilo čist vse drugače, kot sem mislila, da bo. Ko sva hotela napakirati robo, v nahrbtnike sva ugotovila, da ima itak preveč in da ne gre v nahrbtnik in kva je bilo, sva nesla vsak 2 nahrbtnika, kar je izgledalo precej smešno. Potem, ko sva se takole podala pod steno, je začel najprej on bruhati, čez pol ure sem začel še jaz bruhati in namesto da postopila in preplezala smer, sva skopala eno snežno luknjo in tam not prebivakirala. Seveda zjutraj sva pa zaspala in ko sva se zbudila, je bil že sonce in sva rekla, da zdaj že sonce pa počakava, da bo vsaj steno ogrelo, da ne bo zebelj. In potem sva se lotila in sva vzela sabo premalo za piti, premalo za jesti, tako da sem bila že na polovici prvega dneva oba dehidrirana, oba lačna. Sonce nas je žgal, kreveni sva imela, že ta prvo noč sva imela oba herpese tako čez cela usta. No, nič. Ampak sva plezala, pa konec koncev se je bilo v redu, saj sva bila mlada, za mladega fanta v bistvu so to majhne ovire. Nisva zlezla do vrha, tako da nam je pač ratal, da sem mogla še enkrat sred stene prespati in tale moj kolega je rekel, zdaj, če pa še dež začne ali pa sneh, bom pa jaz tole vrgel vse dol, vse ruzake bom vrgel kar dol in pa bo pa že videla, kaj bo. Nič drug dan ni bilo nič hudega, splezala sva na vrh, spustila sva se nazaj pod steno in pa sva oba dehidrirana hodila nazaj, se to ni kakšen tak prav hudo dolg pohod, ampak čez Matran je bilo pa kar nekaj in pa sva se že veselila, ko je šla v Šamoni na pir, na pico, punce bojo skakale okoli mi, da se bo hvalila, kva vse sva splezala. Zgodilo se je, da sva zandila gondolo in sva še eno noč mogla spati tam na mrazu. Kolega je bil še toliko bolj dehidriran kot jaz, da je konec koncev nek tam vlomil eno pisarno in ukradel liter vode, ker drugega ni bilo. Tako da, nič. Drug dan sva se pa lepo spravila dol v Šamoni in sva res dobila tisti pir, pa pico v puncah ni bilo. Ni bilo sledu, ampak hočem reči to, no, take zgodbe na glavo, to je nekaj, kar me mogoče žene še danes, ampak pač nažalost, ko odrastemo, pa postanemo majhen bolj modri, hočemo vse naštudirati. Mogoče poj pridejo naslednje stvari, take drugačne zgodbe. Tukaj mislim športniki ali pa kdorkoli, no, v kjermokoli poslu ali pa dejavnosti smo, ko enkrat pač imamo dosti nekih izkušenj s tistim, kar se ukvarjamo, včasih pridemo do ene pozicije, ko lahko tisto, kar delamo, zame osebno ledno plezanje, popeljemo
nekam drugam, tam, kot še ni bilo. Se pravi, da odkrijemo ali nove kraje, kjer se to lahko odvija, ali pa celo kakšno podzvrst, ali pa novo disciplino, ali pa karkoli. In to je pa tisto, kar me v bistvu zadnjih 5 let mogoče najbolj motiviralo. Zdaj ne vem, koliko vas tle pozna ledno plezanje, ampak čisto zaradi fizikalnih lastnosti voda, ki teče, ponavadi največ, kar je, da navpično pade dol. In tudi največ, kar je bilo, večino stvari, večino lednih slapov je bilo navpičnih. Se pravi, to pa za enega treniranega športnika plezati po navpični steni hmalo lahko postane pač ne prelahko ali pa nezadostno, ampak zmanjka izzivov. In treba je bilo najti nekaj drugega. Plezalci smo se zmislili razne trafarije, od tekmovanja v lednem plezanju do plezanja z ledno opremo po skali, pa potem po ledu, pa vsake stvari. Ampak iskali smo pa vsi smo imeli pa v glavu, da pismo, če bi pa najdeli ene previsne ali pa prav strop, da bi bil pokrit z ledem, to pa bilo nekaj. In to smo iskali in pač takole najdeli smo eno zadevo v Kanadi, pa je tlele en kratek klip, kako približno izgleda tole. No, tole pač Helmcken Falls nahaja se v Britanski Kolumbiji in je, mislim, da je 4. najvišji slap v Kanadi. Reka Myrtle, ki v enem loku pade 150 metrov globok, v bistvu nikoli ne zamrzne. Mi smo prej iskali slapove, ki zamrznejo. In kar smo najdeli je to, da ta pa nikoli ne zamrzne. Ampak ker je to kar precej velika reka in ko pada to globoko, ustvari en tak velik piš voden, ki potem pač potuje skozi zrak, zdaj odvisen, koliko je mraz, ampak dejstvo je, da na koncu se na previsne stene tega slapu, te pečine, v bistvu naloži led, po kateremu lahko plezamo. Tole je razgledna točka, glede na to, da je to kar velika turistična atrakcija, sicer pozimi nikogar tam. In te turistične točke so v bistvu, to je točka, na kateri se običajni turisti najbolj približajo slapu, za nas se pa avantura od tukaj naprej začne. Check that out. What do you think of that, mate? You don't want that to land on you, do you? What do you think, boys? You're 3 and looking good. It's great, isn't it? Hey, so here we are again, Helmcken Falls, round 3. But this time we've got another 8 or 9 culprits. Check it out.
been, Clem? The beaches, insane, aren't they? No, ko ste mogoče uspeli videti, tole je precej nekonvencionalno za ledenega plezalca in smo vsi precej presenečeni, kaj pridemo. Ne. Sam dostop do slapu je relativno enostaven. Sicer Helmken Falls je relativno kar dosti odmaknen in je kar 8 ur do najbližjega mesta, ko pa enkrat tam je pa dosti na easy, tako pride tle not, traja ene pol urce. Zadeva je, mislim, keče pa v tem, da je bližji, ko si bolj velik, vse skupaj postaja, pa skozi bolj ta slab res boči. In poje, ko pa enkrat od spod, so pa tele sveče, ne majčke, tako, malo so neugodne, no. Ampak da se najdeti safe spot, pravimo mi, pač en prostor, kjer se počutiš varnega in potem je treba začeti plezati. Zdaj, mogoče najbolj zanimiva zadeva tlele, sploh tako za ljudi. Ne. Te smeri tukaj so opremljene s svedrovci, ki so zavrtani v skalo. To smo jih pač mi postavili, ko smo naredili prve smeri. Potem, ko prideš naslednjič, pa bi te smeri plezal ali pa bi nadaljeval ali pa karkoli, te svedrovce treba najdeti. Ne. Pokriti so pa z ledom. In zdaj, kako to zgleda, je malo bolj čuden. Ne. Vidiš ga ne, čutiš ga ne, pač treba ga najti z detektorjem kovina. Ne. Poj plezaš po teh svečah, pa majhen brcaš, da pucaš, pa se, je pa to strmo, ne, to ne moreš ti kar na en rok malo poj. Poj se s kakšno špakco ali pa mi rečemo gurtno pripneš od spin in visiš nad spinih in z detektorjem kovin, ko kar piskov zlato, ne, poplaš, cak, cak, in seveda nič napiska, ne. Zato, ker detektor kovin ne nese, da je čez pol metra ledu. In poj treba to na roke malo spucati, pa spet išeš, poj včasih najdeš kaj, včasih niti ne. Pa greš naprej, ampak kakorkoli, no, s tem detektorjem kovin zgleda precej smešen. In iskanje teh svedrovcev je precej bolj zoprn, kakor sem zdaj povedal. Oziroma, kakor se sliši. Druga stvar so pa tele sveče, ne. Tele sveče so precej velike, tako za en družinski avto ali pa več. In tehtajo, ne vem, po par ton in če tole kakšna pade na vrv, je bolj žalostno. Zato je treba tele sveče spucati dol. To je pa precej lažje, kakor najdeti svedrovce. Nice! Ne, takole, no, poj, ko se to naredi, pač ostane gor, se vidite, en področje, po katerem je še kar dosti ledu in se da plezati, ta največja nevarnost, tisto pa pač, če imamo kaj dosti sreče, se že spravili na tla. Ker problem je, da tlele pač se tudi pada, ne, ni tako kar v kakšnem klasičnem alpinizmu, ki je padec skoraj prepovedan, saj včasih je bil, pa se zdaj tudi malo spreminja. In ko padeš, v bistvu pač letiš dol, dosti nekontrolirano in lahko tudi kakšno tako, pač malo brcneš, pa pade dol, pa vmes pobereš še štrika, ne. In je zoprn. Plezanje je pa drugačno, ne. Prej sem govoril, da smo bili navajeni plezati navpične stvari, sveče, tle pa vidite, je pa vse na glavo, ne. Tle pa je takole, pleza se v bistvu po privisu, pa čez eno veliko streho. In tudi slike se vidite, no, to je nekaj čist drugega. Sama estetika tle je vrhunska in tudi same slike, zdaj kdor teh fotografov, ki so bili tam, noben ni imel problema z objavo teh slik, v bistvu so se revije kar majhen zagreble za to, tako da je zelo zanimiv. No, ko smo to spucali, tlele je bilo zdaj nekaj posnetkov z ene smeri,
Pa je tle zraven tudi ena taka bolj smešna zgodba. Najtežja ledna smer, dokler nismo mi prišli sem, je bila ocenjena z lestvico, ki je od 1 do 7. In najtežja smer je nosila oceno 7+. Pa smo prišli mi, pa smo tole splezali, pa smo rekli, to je pa 11. In itak je bila cela panika. So nas imeli vsi malo po ustih, pa tako, ampak sej, sama ocena v alpinizmu niti nima kakšne posebne teže. Ne? V bistvu to je ena informacija za tistega, ki bo prišel za tabo, kaj lahko pričakuje. Ne? In mi smo gledali čisto iz fizičnega stališča, koliko je to težko in če je tisto, kar smo prej splezali, najtežje in jaz sem nekaj teh 7+ tudi že preplezal prej, tako da se nismo vsega sam zmislili, je bilo pač 7, to je pa za 11. Ne? Vse lahko vsak gre pa proba, pa tudi pove, da ni bilo tako težko, pa se nam noben sekiral. Zdaj, ko sem prej govoril o teh novih disciplinah ali pa v novih prostorih, kjer se nek šport lahko dogaja. Tlele je tale Rafael Slavinski, zdaj to je tako majhen bolj na prvo žogo, ampak on je profesor fizike in je v bistvu v Kanadi en najboljših lednih plezalcev, krem de la krem. Preplezal je ogromen, bil je pač tudi po celem svetu plezal, prejel je tudi, mislim, da je nagrado, ali pa je bil vsaj nominiran za Zlati cepin, ki je največja nagrada v alpinizmu, tako da ima nekaj pojma. In takole je on komentiral, kaj je prišel sem. So, Raf, what do you think? Pretty damn unique, that's for sure. Go on, what do you really think? Just wondering if my forearm's up to it. How do you think it's going to go? Well, if I say it's gonna suck, then anything I do over that will be really good. So I like to keep expectations really low because then I'll succeed no matter what. Nice. Yeah, the power of negative expectations. The power of negative thinking. Cool. To je tako, predvsej diplomatsko. A ne? Pa gre pa tak profesor za pol urice plezati. So what do you think now? It's pretty bad. It's monkey bars for ice climbers. That's what it is. It's about as fun as ice climbing gets. Brilliant. It is pretty fun. Are you gonna try again? Oh, yeah. Ampak to se je vse dogajalo tle, ne? Vse smeri, ene 3 smeri smo naredili, so tle. In poj, če je v tebi kaj raziskovalnega duha, pa če pogledaš steno takole vdaleč, pač si obvezno, ne, pač želiš si splezati na vrh. To so bile v bistvu naše sanje ali pa naše želje. Ene 2 let smo se matrali tle, spodaj. Potem so pa s kolegom so rekli, noč, nimamo kaj, moramo probati. In so takole zarinila naprej, rečemo, mogoče v plezalnem žargonu. In takoj, ko smo se pač z te najvišje točke odpravljali naprej, so dobili en tak občutek, v bistvu, koliko je ta stena mogočna, čeprav je v plezalnem smislu 150 metrov zelo majhna številka. Ne. Ljudje plezajo 1000-metrske stene, ampak mi, da so res, ne vem, zaradi tega hrupa, zaradi previsnosti, sem imela občutek, da se kar zgubljava, ne, da ta stena je nepregledna in tako, če jo slikaš širokokotnim objektivom, tudi zgleda tako. Ne. Pač mi, da sva hotela priti na vrh, začela sva s tem prvim raztežajem, ki bo relativno lahek, treba ga je bilo pač preplezati, pa opremiti. Na koncu se je izkazalo, da je to najlažji raztežaj, pač najlažji del stene, ki sva jo preplezala. Ampak meni se, ko sem to preplezal, ko sem prišel na štand, na varovališče, se mi je zdelo, če sem preplezal sam to, se je izplačalo. Se je izplačalo ves ta denar, ki sem ga zapravil. Če sem sam to splezal in grem dam, je okej. To je moj soplezalec Tim, ki je preplezal ta najlažji raztežaj. That is outrageous. The most out there pitch I've ever done on ice axis. It's just wild. Here we are, directly behind the waterfall. We've still got loads of steep climbing to do. I'm pretty tired. Pretty fun, mate. Good effort, man.
Well done for modelling that pitch. You legend. Look where we are. Ain't it just a little scary sometimes to find the lies that you know to be true? I find you smiling about things you don't have to do. Sem mislil, da se že ne vidi več. Okay. Nič, to je bil ta najlažji raztežaj, ampak že ta nam je bil čisto ok. In potem so naslednjih 7 dni tako rabila, da so prišla gor, ampak to 7 dni, morate vedeti, da mi da so se pač vsak dan lepo spustila dol, pa sva odkorakala iz tele lukne ven, so šla v eno fajn restauracijo tam, kjer smo spali in so jo postregali. Tako da nama ni bilo hudega, no, nisva 7 dni tle bivakirala pa se matrala. Ne. Takole, za jest, za pit, vse je bilo. Tlele je zelo na komot vse skupaj. Če dobiš takole za večerjo sladico, sicer to Google Translate, ampak vidiš, da se pomatrajo. Ne. Je kuhar najdel recept za to sladico slovensko, je napisal še en listek, smo se imeli kar fino. No. Pač naslednji dan je treba se po teh vrveh uspeti naprej, pač do kekaj preplezal zadnjič in potem plezati naprej in probati priti do vrha. Problem pri takih vzponih je, ker so tehnično, ker niso toliko nevarni sami po sebi, so pa tehnično majhen bolj zahtevni, je to, da lahko zdaj midva bi tle plezala en teden, pa bi prišla v en del, ki ga ne bila sposobna preplezati. Ne. Pač treba je verjeti, da bomo najdeli linijo, ki nas bo tudi dejansko pripeljala do vrha. Ne. Ni pa rečen, pač, da se to zgodi. Nama se je, jaz mislim, da je 7 dni sva rabila, da sva tole smer opremila. Problem je bil v tem, ker sem jaz mu sam še en dan časa, poj bil pa avion za domov. Fajn bi bilo, da meham počila, pa to splezala, ampak nič sva mogla kar naslednji dan zariniti. Se pravi, smer sva preplezala, ampak treba je bilo pa preplezati še v dobrem stilu. Se pravi, od podna do vrha, v enem zamahu, brez pacov, prosto in tako naprej. Tlele zdaj ta film nekaj posnet s telefonom, nekaj z GoProjem, z bilo čim, tako da ni glih vrhunsko, ampak je pa posnet takrat, ko sva to plezala. No, tako da Pretty excited right now. Day 14, we've been building up this for a long time. oh yeah! To the right, past the ball. Come on, Clem. Come on, Nate. Nice.
Here we are on the top of the third pitch. We've got 4 pitches to go. 2 of them are quite hard, and then the other 2 are alright. But yeah, how you doing, mate? Good? Yeah. Woo! Come on, David! Put your feet high up! Oh yeah! Ooh, yeah. This did. Ja, tole je bila pač takrat veljala za eno najtežjih kombiniranih smeri, ampak tako kot sem že rekel, najtežje v alpinizmu je, ali pa tudi v ledenem plezanju, je zelo relativna zadeva in pač vsak si stvari predstavlja po svoje. Ampak jaz osebno res verjamem, ne, da ta jama, ta Hemken Falls ima eno prihodnost. In zato sem se lansko let še enkrat vrnil tja in s timom sva uspela preplezati še eno smer, ki je tudi krajša in pač v celoti poteka po ledu, tako da pač ta spray ice climbing oziroma ledno plezanje nekako ženemo naprej. Istočasno je bila pa tam ena velika ameriška ekipa, ta najem prijatelj Will Gadd je za Red Bull Media House snemal en dosti velik projekt. Oni so bili tam, mislim, da en mesec, imeli so temperature tudi do -30, probali pa tudi uspeli so preplezati eno novo smer, ki je tudi zelo težka, še precej težja od najne, ampak pač poteka bolj po skali. In na koncu sva midva dobila tudi priložnost, da sva probala to smer preplezati. Majhna sva bila zopet na kratk časom, tako da sva pač smer je letok težka, da je treba probati, sva se spustila z vrha in nekako probala vse te raztežaje, saj videti, kako izgledajo. In zadnji dan sva pač tudi uspela preplezati. Je pa pač se vidite, ne, tole je zelo impresivno vse skupaj, no, ko se enkrat toliko blizu tega slapu, niti komunicirati se ne da več, tudi treba pač imeti te pač walkie-talkie ali pa radijske postaje, da se med sabo majhen zgovarjaš. V glavnem, tudi čez navajen hribov je tole kar en tak impresiven kraj. Da vidimo. Spet, kaj me navdihuje, sanje. Sploh v zadnjem času, zdaj mogoče, ko pač preplezaš par takih stvari, pa zdaj na srečo sta te dva kolega, moja dva sta oba profesionalna plezalca, tako da se pač malo matrata, pa te stvari majhen bolj spromovirata in skozi to v bistvu sem tudi jaz pač nekako dosegel eno prepoznavnost. Tako da v zadnjem času se mi zdi, da mi je najbolj fajn to, da lahko kakšen tak sanjski projekt pač speljem, pač, ali sem za to, mislim, vsaj pokrite stroške, ali pa če je sreča, se lahko zraven še kaj zasluži. Vsekakor pa mislim, da se vse začne s sanjami.
Ja, jaz ne vem, že kot otrok se niti ne ima samo en plakat v sobi, pa sem videl kaj po televiziji, ampak že kot otrok se mi je zdelo, da bo treba enkrat iti na sever, se odpraviti, zdaj ne glih na Grenlandijo, ampak te severne dežele so me zelo motivirale, ne, in to nekako se mi je skozi zdelo, da so to moje sanje, še posebej kasneje, ko sem postal leden plezalec in ko vidiš te ledene gore, ne, to je pa pač višek estetike, saj kar se mene tiče, in mislim, da je skoraj ultimativna avantura vsakega ledenega plezalca. Zdaj, na žalost so tele zadeve majčkeno predrage, da bi si jih v lastni režiji lahko čisto vsak privoščil, ne. Tako da treba je imeti sanje. Jaz zdaj upam, da tudi vsi vi tle imate sanje, ker če imate sanje, potem je v življenju precej lažje ugotoviti, kaj zares hočete, ne. To je pa najbolj pomembno, da ugotovite, kaj hočete, da se najdete in da poj preprosto to počnete. Zdaj, meni se zdi dosti brez veze zapraviti svoje življenje za stvari, ki mi ne pomenijo toliko veliko. Se pravi, da bi hodil sam v službo, da bi si lahko kupil nov telefon ali pa pač karkoli za stvari, ki mislim, da jih rabim, ali pa celo drugi mislijo, da jih jaz rabim, a ne. To je Alan Watts prav lepo povedal, se najbrž ste videli tisti njegov video, ampak če veste, kaj vas veseli in če to počnete dobro in dosti zavzeti, je dosti velika verjetnost, da vam bo na koncu ratalo, da vas bo za to celo doplačal, da boste od tega lahko tudi živeli. No, jaz od tega glih ne morem živeti, se mi pa zgodilo, da sem pogledal in e-mail, do you feel adventurous? Odgovoril sem, I always feel adventurous. Čez 14 dni sem sedel na avionu, peljal sem se proti Grenlandiji, kar so bile moje otroške sanje. Zraven sem še relativno dobro zaslužil. In to je to. Da vidimo, my vision, no. Ko sem se peljal tja, pa ko sem hodil po Grenlandiji, pa sem vedel, kaj me čaka, da bo treba plezati na ledene gore. To sem si vedno želel. Pa imel sem tudi eno vizijo, kako naj bi to izgledalo, ne. Da se lepo fletno po morju z barko pripelješ, stopaš na ledeno goro, capičeš cepine, tak, vse drži, vse je lepo, sonček si je strmo, izpostavljen, pogledaš med nogami, vidiš morje, splezaš na vrh, vzameš GoPro ali pa telefon, narediš 2 selfija, takoj na Facebook, da so vsi fuck. To je to. Ja. Približno tako sem si predstavljal.
So good, the rainbow. Pretty happy to be up here. Ja, to je bila moja vizija, ampak kaj takega se vam lahko zgodi samo v sanjah. A ne? Tole je zmontiran za njih parih ledenih gor, ki smo jih preplezali. Zdaj, če ste slišali, I'm so happy to be here, my ass. Tam gor nisi prav happy, ker je ponavadi plezanje po ledenih gorah zgleda tako. Ja, to je pa ena taka realnost, ampak nama se je to zgodilo nažalost ta prvi dan. Imela sva pa še naslednjih 8 dni na barki, pa iskati ledene gore, pa veselo po njih plezati. To bo tako, ampak po se je treba vprašati, zdaj, kaj pa hočeš, ne, lahko pač imaš pravico, pa rečeš, jaz ne grem več, grem dam. Lahko pomisliš, pač, saj to so pa moje sanje, ne, ampak do sanj ne prideš kar tako, ne. Ni, da samo sanjaš, pa boš prišel do sanje, treba nekaj za to narediti. In mislim, da je Jim Carrey enkrat na enem govoru lepo rekel, vse, kar je tukaj in zdaj in je odvisen od tega, kako se bomo odločili. Odločimo se lahko na podlagi strahu ali pa na podlagi ljubezni, do česarkoli. In če hočemo, jaz mislim, da če hočeš v življenju poseči po svojih sanjah ali pa narediti kaj velikega zase ali pa ne za druge, zase, potem je treba se odločiti na podlagi ljubezni oziroma do tistega, kar rad počneš, do tisto, kar verjameš. Tako sva tudi midva z Aljažem, oba dva, pač bila kar dosti soglasna, da pač bova s temu nadaljevala, da je kljub temu, da je izgledal majčkeno tako, bova probala najti en kompromis med temu, kaj bi rada, pa med temu, kaj se nama še zdi varno. V naslednjih 8 dneh sem, mislim, da splezala še na 7 ali pa 8 drugih ledenih gor. Vse skupaj, kot veste, je bil projekt GoProja za novo Hero 4 kamero. Vse skupaj so lepo posneli. Zdaj jaz mislim, da vas je kar nekaj videla že ta film, ampak vseeno, jaz sem ga videl že večkrat kot vi gotovo. Pa še zmeraj ni dolgočasen, zato čisto za konec mogoče še spustil tale filmček, pa da vidite, kako so oni pač zeditirali tole zadevo. Upajmo, da se to sam. Površinske napetosti. Se slišijo kar globoko. Ja, pravi. Kaj je za to? Pod nogama sem jo čutil, kurva. Ja. Okay, I think we back off. Yeah. We go back. Yeah. Vedno sem si želel plezati na ledene gore.
ampak dejansko nihče ne pleza nanje. Nemogoče je razumeti, kako se bodo odzvale. Mogoče bodo razpadle, se obrnile ali karkoli že. Sprejeti je potrebno določen riziko. Bomo mogli pa spet nazaj tle v tale Jakobs oziroma, pardon, Ilulissat. If you see a like really good iceberg, then we'll just go and climb it. Tale zgleda, kot da bi bila kar okej zunaj. Kira, nič ne vidim. How does it look? Looks like a spaceship. Okay. And you are rolling. Here, straight up. Could maybe anyway. Can I tilt it back or we can wait? It's okay, so you can sit in the front. Right, if you want, we go. Bye bye, see you tomorrow. Is it moving? Yeah, he's moving. Go down slowly on this part. Stay on this part. We're going back. Ja, ja. Mislim, nisva kuj po... Taka fliha, Ja. je ful visoka, ne? Mehkejše bilo. Because before it was not moving and now it's moving. So something changed. We don't know. I think it's finished for today. Čeprav je sam ne preživit. Ledene gore so očitno nepredvidljive in jaz ne morem prepoznati prave nevarnosti. Plezanje po ledenih gorah ni dolgoročen šport, tako kot ni dolgo življenje ledenih gor. Ampak globoko v sebi vem, da se ne morem predati. To so moje sanje in preprosto moram preplezati eno. Italija ali pa je enkrat, ampak mislim, da je Italija. There's one on the right. Tam vrh skornije, ne? Tam so ful izraziti. Oh. Wait. It's super, Wait. super hard, eh? Wait. We go back. They are kind of not really made for climbing. They're dangerous, unpredictable. They tend to crumble pretty unexpectedly. Czekaj. Sorry guys, it's too much energy. Oh, wow, it's a big lagoon inside. There's many big icebergs around, but we are still looking for the perfect one. Yeah, this one looks climbable. It's high. Yeah, it's a big one. It's a big one. Maybe grounded, yeah. But the depth here is 200 meters, so it is big. Definitely big. Aj gotov šel tle, Pa boj zad, malo za rob, zlivco moje. pa tam gore. Ne? Alright.
Life is about the present. It's not about future nor about the past. The more you risk, and the bigger the reward is. It may look pretty safe. We're gonna go at some point, and we need to keep this in mind. We've never seen this. And I'm like always a bit scared. Could be super gnarly or could be super peaceful. Okay? Yeah, yeah. We go here and then to the right and up. Right, go. Yes, what did you climb? I did some approaches. Wanna go and check? Opa! Materno, fucker. Cijela si zatresla, tale. I hate these sounds, I hate this feeling. Yeah. Because you're so helpless, you have no power. If something comes off, you're a part of it, and you see where the ocean is? We're getting close to the summit though, but still. Yeah, we're close. But there is Blue Lagoon, Turquoise Lagoon down there. What's going on, guys? I put my ISX in and the whole wall started to shake, so we backed off, came here, and now we just want to decide what to do. Okay. Good luck. Because at this point where there is no much ice to support either side, you really feel weak. Huh? You don't need to push it, Ariash. No, I know I don't need to push it. I know that. Just listen to it. It's just, yeah, I'm trying to. That's why I'm shutting off myself for the moment, for one moment, and I'll just try to. Oh my God. Here goes our landing Yeah. zone, Clement. Yeah. Want to see another warning? I don't know, it may be, man. It may be. May just be. You know, you get those sense like you're really, really small and the world is really, really big. And you're just there in the middle of the ocean on top of the iceberg. Just
put fear on one side and try to be as gentle as possible. I need to trust and believe that it's gonna hold. It's gonna stay there. It's not gonna crash. Soft is big enough, you know? Vsekakor ne gre samo za vrh. Pot je enako pomembna. Evo, to je bilo to, še ta zadnji film. Zdaj mislim, da ste tudi že naveličani, tako da obenem se je končala tudi tale moja prezentacija. Če ima kdo kakšno vprašanje, me lahko vpraša zdaj ali pa tudi daj drugič. Tako da. Ne, mislim. Zdaj, tehnično plezanje na ledene gore, vsaj kar sem vidva naredila, ni bil zahteven. Ena stvar je, da na ledenih gorah se ne moreš privezati, se ne moreš vrvati, zato ker vse skupaj postane še majčkeno bolj nevaren, če bi to naredil. Zdaj, ko bi rekel, jaz mislim, da več kot 80 stopinj nisva plezala. Kar je, mislim, ni nič kaj težkega, zdaj, če bi se pa kakšen manj vešč kaj postavil, pa lahko ima tudi že težave. Ampak načeloma niso bile strme stvari. Ja. Posanje gre še enkrat, mislim, da ne, ampak lej, če bi bila kakšna prilika, bi mogoče še probati s temu. Pač vsakič se malo več naučiš, malo več izkušenj imaš. Problem z ledenim gorami je, tako kot je bilo v filmu rečeno tudi, so nepredvidljive in nimaš znanj, da bi lahko ocenil, kaj se bo zgodilo. To je pa v bistvu alpinizma, pač, da probaš predvideti, kje ležijo nevarnosti, pa jih po znanji, pa s tehniko ne obideti, ampak pač jih minimalizirati. Tlele pa to majčkeno težje. Ja. Nam rekel, da ne, ampak najbrž ne. Ko si sred vzpona, pa imaš poln kufer, ne veš, a bi šel gor, a bi šel nazaj, kaj te motivira, kaj narediš? Ja, greš gora, ne. Ne, ko plezaš, si zelo fokusiran. To je tudi ena lepa stvar, ki se pri vseh športih, ki so povezani z nevarnostjo, dogaja, da se ti fokus zelo zoža. Ti takrat nisi sposoben misliti na nič drugega, kakor na tisti meter pred sabo. Pač greš, dokler greš, zdaj, vsak ima pa svoje meje, pač dokje bo ti šel naprej. Vsekakor enkrat prideš do tja, ki se je treba obrniti. Zdaj, majčkeno je naroden, ker včasih se tudi obrniti ne da. Včasih je pač treba iti do vrha, zato da sploh prideš dol. To je pri ledenem plezanju majčkeno bolj redka zadeva, v alpinizmu je pa to kar precejkrat. Ko se enkrat kakšne stvari lotaš, pa en del narediš, se je zelo težko premisliti. Včasih je edina pot nazaj v civilizacijo preko vrha. Pa se zavedaš svojih, kje je tvoj limit, recimo? Mislim, to verjetno prej razmisliš in tako, ne? Ja, nasploh pri alpinizmu, pri lednem plezanju pa še mogoče majčkeno bolj, ker je ta medij malo bolj nepredvidljiv, pa minljiv, pa vsak let je na nov, pa ga ni, pa gor, pa dol. Treba iti postopno. Treba pa si nabrati izkušnje, zdaj skakati preveč na glavo, kot sem v prvi zgodbi povedal, je fajn, zato
da se zgodi kakšna lepa zadeva, je pa zelo nevarna. Ne. Pri alpinizmu je treba iti počasi, treba je stvari zastopati, ko zastopaš stvari, je dosti lažje definirati, kje so tvoje meje. Sploh tisti, ki se majhen bolj resno ukvarjamo s plezanjem, mislim, da imamo to bolj razčiščen in se tudi po statistikah se nesreče v gorah večkrat zgodijo planincem, ki grejo kakor malo čisto nedolžno na izlet, pa se jim kaj hudega pripeti. Alpinisti smo pa načeloma majhen bolj previden in včasih kakšne stvari izgledajo zelo nevarne, pa v bistvu tudi so nevarne, ampak vedeti morate, da je vzeti veliko enega znanja, veliko risk managementa in teh stvari, in definirati svoje meje, dokje lahko greš, pa kdaj je nevarnost prevelika, to je vsekakor del, ki ga je treba opraviti pred vzponom. Mene res zanima, glede na to, da ko se pač odpraviš plezati na neko tako goro ali pa kakorkoli, pač se zavedaš, da nisi siguren, se počutiš verjetno zelo neprepričanega, ali bo včasih uspel ali ne bo uspel, ko plezaš ali pa ko si na vrhu, se počutiš pač mehkega. Kaj je pač tisti glavni razlog ali pa glavna želja, zakaj se spustiti v tako stvar? Pač, a je to občutek na vrhu ali je to, da pač uspe nekaj, da si pač, ne vem, na nek način sam sebi kaj dokažeš, pač kaj je tista glavna stvar? Ja, jaz mislim, da kakorkoli si lahko, ampak bi si lagali, če prekel, da ni tle noter ena velika želja po samodokazovanju. Lahko vsak govori, da pač ne pleza zaradi tega, ampak siguren je malo. Jaz pač sem včeraj razmišljal, eni so pač blesteli v šoli, meni tam ni bilo glih nisem bil med najboljšimi. Zdaj, da bi se cel življenje hvalil, da sem zmagal v največ teh uličnih pretepih, to tudi ne gre. Pa sem mogoče zaradi tega izbral plezanje, ker mi je zmeraj ležal, pač to, da sem v naravi, pa bil sem bolj pogumen fant, tako da mogoče sem se zato najdel v plezanju. Tako da nekaj je siguren tega. Dostikrat me vprašajo, pleza zaradi adrenalina. Mislim, da nas zelo malo plezalcev pleza zaradi adrenalina, ker začutiš tisti adrenalin, je najbrž že prepozen in šlo nekaj že hudo narobe. Mislim, da plezamo zato, pa sprejemamo ta riziko, pa se spravljamo v nevarnost, zato ker nekaj hočemo, ker so tam naše, to se tako lepo sliši, mislim, ali pa zlajnan sliši naše sanje, ampak mi imamo pač eno stvar, ki bi rad izpeljal in ali si to želiš ali kakorkoli in si zato pripravljen nekaj narediti. Pač en se je pripravljen 14 dni učiti organsko kemijo, kakšen drug je pripravljen narediti kaj drugega. Jaz sem pa kar dosti pripravljen pač vložiti v to, da dosežem po ciljih, ki si jih zastavim in so povezani s plezanjem, ali pa rečemo tako, ki je bilo to, ker ni bilo toliko plezalno, težko je bilo pa pač zato, da sem dosegel nekaj, kar sem si že kot otrok želel doseči in sem bil zato pripravljen sprejeti tudi določen riziko. Sej narediš vse, da je bilo čim bolj varno. Nikoli nisem mislil, da se mogli meni podrla. Pač si pa že razmisliš, se kar vsak dan se tudi napodirajo, zakaj pa bi se glih takrat, kam jaz gor. Jaz bi imela pa eno vprašanje čisto iz drugega vidika. Časi teh himalajskih odprav, ko so šerpami nosili pisma dol, Everest 79, pa potem, ko so kradli diase drugim, pa potem, ko je prišel Humar, pa je v bistvu se javljal iz stene, pa so bila to neka ločena mnenja o tem, Se pravi, v bistvu alpinisti ste ta svet zelo približali, bom rekla, tem ljudem v dolini. Zanima me, kako se dan danes spopadate, recimo, ne vem, ti si pač obraz Black Diamonda, recimo Aljaž je nosil druge, vidva brez GoProja, te odprave ne bi bilo, brez nekega viralnega marketinga, zagotovo ta zadeva ne bi uspela, brez top fotk tudi ne. Se pravi, mene zanima pa čista, kako se recimo, kako je danes marketing pa PR support postal sestavni del, bom rekla, tega alpinističnega življenja. Ja, je postal, če imaš srečo, da te prepoznajo in da je to mogoče, ker pač nažalost je danes tako, če ni javno objavljen, se ni zgodilo. Tako tle sta dve struji, ki nekako sta prisotni tle v našem prostoru, nekateri pač bi za vsako ceno vse naredili potih, ampak nažalost je tako, da potem veliko stvari ne moreš narediti. Mislim, razen če imaš botra na planinski zvezi, da ti pokrije vse odprave, ali pa če
čez trust fonda, ne, se pravi, da ti družina zapustila en velik fond, da se lahko takele traparije greš. Ne. Če pa hoče ti do drug kaj plača, ti pa pač normalen posloven svet, ne. Oni te vprašajo, kaj bomo mi dobili za to in mi moraš nekako razložiti. Tako da jaz načeloma ne vidim nič slabega v tem, zdaj, če gre pač do očitno pretiravanja ali pa poveličevanja kakšnih stvari, tako kot se mogoče tudi za te slapove, ki smo jih mi preplezali, nekateri mnenja pač, da so preveč medijsko bili izpostavljeni, ampak sej na koncu koncev smo vsi ljudje in vsak se lahko sam odloči. Pametni smo pa le toliko, da pač vemo, da vsega pa tudi ne gre verjeti, kar nam televizija servira. Meni se zdi, da je pač, če te na firmo omogoči, da je pač lepo živiš, da ti ni treba biti vsak dan neko en fabrik ali pa v pisarni čisto vsak dan 8 ur, da si lahko privoščiš, da si kakšen dan manj, pa kakšno uro manj, pa da še kaj lepega zraven doživiš, je, kar se mene tiče, super. Še kdo? Mene pa zanima čisto iz tega fizičnega smisla, ne? Kako pa se imaš te želje pa sanje, koliko se pa moraš pa pripravljati oziroma koliko treniraš ali kako to poteka, ne? Da si ti v bistvu v steni pa se počutiš pripravljenega, da te ne zmanjka, ne vem, da veš, da si spočit pa tako. Ja, to je pa zdaj tako, ne, ko si mlad, fant, pa brat vse preplezal, pa plezaš glih vsak dan, ko imaš na voljo, to nekaj drugega. Potem s časoma pa pač razviješ, pač zastopaš ta šport. Ne. In jaz zdaj zadnjih 10 let v bistvu delam zelo projektno, pač, ko sem vedel, da bom šel tle v Helmkan Falls, ki je fizično zelo zahtevno plezanje, pa se je treba pa res dobro pripraviti. Ne. In da je težko preko, da priprave trajajo pol leta. Ne. Priprave trajajo zadnjih 10 let, ker vsako sezono, ko začneš z novim ciklusom treningov, startaš na višjem nivoju. Ne vem, pač na 15 let podlage, rečemo ene 7 mesecev intenzivnega treninga, pač da spilaš tiste finese. Zdaj razlagati o treningu, pač cela znanost, treba se nekam poglobiti, pa ugotoviti, na katerem področju si najslabši pa trenirati. Ampak za Helmkan Falls rečemo na 13 let podlage je pol leta, 7 mesecev specifičnega treninga. To, kar jaz rabim, pač, da se počutim, da sem v formi. In da sem pač sposoben tudi kaj preplezati. Naslednji. No, tako? A tako? Ok. Jaz po eni strani sem tako, ne da lepo izgledam, ampak estetski človek, mislim, rad imam lepe stvari. In led je, v bistvu, če pogledate fotke, bilo kere stare, nove, je tak zelo lepa zadeva, ne, ledno plezanje, zelo estetsko. Tudi sam medij leta, ne, po katerem plezamo, je zelo minljiv, ni nikoli ista. Ne, skala, preplezaš eno smer, pa je vedno ista, dobro, kakšen grif se odlom, ampak načeloma zadeva ostaja ista. Led je pa zelo minljiv in se zelo hitro spreminja, bolj hitro, kot si laiki mislite. Ne vem, en slap je danes popolnoma varen za preplezati v odličnih razmerah, mogoče že čez 2 dni bo to smrtno nevarna dogodivščina. In ta minljivost, pa spremembe, pa sama estetika, mislim, da je tisto, kar nas večino lednih plezalcev motivira, da dosti svoje energije posvetimo lednemu plezanju. Najbolj ste začeli plezati in kdaj ste se prav specializirali za led? Zdaj imam spravo za drego malo. Plezati sem začel skoraj 30 let nazaj, mislim, da bo drug let bo 30 let, kar sem opravil prvi alpinističen vzpon. Ledno plezanje pa tako prav zares namensko. Tam mislim, da je okoli leta 90. Se pravi, za led so potrebne izkušnje, no, še zaradi samega medija mogoče mehen bolj kot v skalnem plezanju. Pa ste šli postopno najprej iz teh sten v dvorani, pa pol na 2? Ne, ko sem jaz začel v bistvu športnega plezanja, kot ga poznamo danes, še ni bilo. In
takrat ni bilo možno, da je otrok v prvem razredu začel s plezanjem. A ne. Načeloma je bilo treba biti star 18 let, da sploh lahko vstopil v alpinističen klub. A ne. Čeprav so pa že bile izjeme in mi smo bili mulci v 6. razred, ker nam je bilo to in sploh in smo navalili na AO, se pravi na alpinističen odsek v Tržiču in seveda ta prva, kar je bilo, so rekli, vi pa je kar lepo k planincem, planinski krožek. Nam pa to res ni bilo, ne, in pač smo pač toliko cajt sitnarali, da so nas vzeli pod okrilje in so nas začeli pač učiti. Ampak športnega plezanja kot taga, mislim, takrat je bil ravno v razvoju, za otroke pa še ni bil dostopen. Evo, potem pa hvala Klemen za tvojo zgodbo, super smo se imeli, en aplavz bomo vsem dala, ne? Na vsakem kreativnem jutru sem presenečen, kako znajo ljudje delati, kar delajo, pa še povedati, kaj to delajo, ker to je že cela znanost. Jaz se bom samo še zahvalil centralni postaji, ki nam dovoli, da invajdamo njihov lep prostor, delu, ki je nas medijski sponzor in bolj zaradi tega, da lahko delimo te naše zgodbe malo širši publiki, jih tle ni. In seveda celi naši ekipi, moji ekipi, da mi omogoča oziroma si omogočamo drugemu, da tole pripeljemo čisto vsak mesec sem in povabimo nekoga tako naprej. Naslednjič se dobimo, mislim, da petek 13. ali pa kaj takega, mečkano presenečenje še pripravljamo, tako da se dobimo naslednji mesec kar dvakrat. Povabili so nas še v Portorož, da bomo na Sofu mečkan se blamirali in tako naprej. Enega zanimivega gosta bomo lahko pripeljali, enega v Ljubljano, eno v Portorož, tako da bo kar zabaven mesec. Tako da hvala lepa, da ste prišli in se vidimo kmalu.